Dobro jutro. V času epidemije, ko številni polnijo shrambe živili s podaljšanim rokom trajanja, vrtičkarji še kako cenijo domačo zalogo marmelad in vloženih okisanih kumaric. Marmelado s skoraj 90% deležem sadja in brezovim sladkorjem kuha tudi današnji gost oddaje Liki. Kaj češ lepšega, kakor pa 100 ur sonca ujet tamle v en kozarc? Jan Bizjak se predstavi kot ljubitelj narave, kar mu piše na obrazu. Njegova koža je sijoča in že nekoliko temnejša od zgodnjega spomladanskega sonca. Ukvarjam se s pridelavo sadja, zelenjave, drugače pa skrbim tudi za hortikulturno urejenost Bleda. Zaključil sem doktorat iz agronomije in tudi ljudi navdušujem za lastno pridelavo sadja in zelenjave doma in pa za ohranjanje te naše rodovitne, čudovite slovenske zemlje, ki jo imamo, ki so jo nam jo predniki pa zapustili v zelo lepi obliki. Od prednikov in starejših se je učil, pri 10 letih pa je že imel svoj prvi zelenjavni vrt. Danes, v njegovih zgodnjih 30-ih, je vrt veliko večji in bogatejši. Jaz sem imel to srečo, da sem odraščal še na kmetiji. Sicer kmetija je bila večinoma živinorejska, imeli smo pa tudi precej nekih hrušk, tepk, mošnic in pol se je nekako ta ljubezen do zemlje oziroma do rastlin z leti in leti samo še večala. Tudi imel sem to možnost delati z različnimi starejšimi ljudmi, ki so nekako najboljši vir izkušenj, ali je to na zelenjavnem vrtu ali na sadnem vrtu. Mama ga je pri tem od nekdaj podpirala, oče pa ni bil prepričan. Kljub okolici, ki prav tako ni bila navdušena nad njegovo odločitvijo, je Jan Bizjak vztrajal. Pa sem sledil temu, da pa hočem biti vrtnar oziroma agronom, ker v šoli nikoli nisem imel težav. Pol je bilo rečeno neke vrste celo tako, da mi je škoda, da grem za vrtnarja. In to so ravno ti tabuji, ki jih večkrat v življenju imamo. Ena taka čista anekdota, ki sem v tistem ekološkem rezortu, ker sem zasadil tudi sadno-zelenjavni zeliščni vrt, kopal luknjo, pa je nekdo prišel mimo, pa je rekel, ja vidiš, zdaj pa imaš, kaj pa nisi v šolo hodil, zdaj moraš pa delati. In recimo, jaz sem prav imel to srečo, da sem pač lahko sledil tistemu, kar res rad počnem. Jaz to danes pri mladih pogrešam, da se ne odločijo, da grejo študirati oziroma se šolati v tisto smer, kar najraje počnejo. Kot dijak je delal v nasadu jagod, kjer je prvič spoznal, koliko truda je treba vložiti v pridelavo. Saj jagode zelo izčrpajo zemljo, treba jih je presajati in negovati, pravi. Doktor agronomije se ne brani nobenega dela. Obrezuje drevje, se spopada s plevelom in sadi vrtnine. Nekako razmišljam v življenju tako, da ni važno, kakšno izobrazbo imaš, važno je, kakšen je tvoj odnos do dela, ki ga opravljaš. In jaz vse te stvari, ali plevem, ali kopljem luknje, karkoli počnem z veseljem. In tudi hočem biti nekako, ker imam pač vlogo v javnem podjetju, da sem vodja, delovodja, tudi delam s sodelavci, da delam s študenti, da delam z dijaki in da sem zgled vsem njim, in potlej tudi oni sledijo. In jaz mislim, da danes je tega premalo, da se preveč dejansko gleda na to, da se ljudi predalčka po izobrazbi, po nazivih, po nekih funkcijah, premalo pa po tisti strasti oziroma po odnosu do dela, ki je. Tako da jaz imam to raziskovalno žilico v sadovnjaku, učni sadovnjak, ki ga ustvarjam, v različnih novih pristopih, ki jih sprobavam na javnih površinah in tako naprej. Jan Bizjak na infrastrukturi Bled sodelavci skrbi tudi za hortikulturno urejenost Bleda. Ureja parke in drevesa, zanje pravi, da so povezava med zemljo in nebom. Več stoletna drevesa so en živ spomenik. Jaz sem se lotil tudi projekta na javnih površinah s tem namenom, da dam zgled, kako na javnih površinah bi mogli biti. Neka urejenost kraja je osebna izkaznica kraja. In smo začeli oživljati blejske parke na Bledu oziroma celotno blejsko občino. Svoje znanje predaja drugim v učnem sadovnjaku, na predavanjih in v naravi. Pogosto so med njimi izkušeni vrtnarji, ki obdelujejo površine že vrsto let, celo desetletja. Ko kateri od njih zastavi vprašanje, na katero Jan Bizjak nima odgovora, premišljuje in raziskuje, dokler se ne dokoplje do rešitve. Pravi, da so danes priljubljene instantne rešitve, ki se jim ne želi ukloniti. Vrtnar zagovarja sonaravno pridelavo hrane, kar pomeni, da z naravo sodeluje. Uporablja naravna sredstva, s katerimi krepi rastline. Prostora za popravke, kaj šele s kemijo, ni. In nekako delujem po principu naravne selekcije, da se pač zmeraj na nekem mestu obdrži tisto, kar je za tisto območje najboljše. Ker v naravi se zmeraj razmnoži in ohrani tisto, kar je za tisto območje najprimernejše. In tle danes ljudje delajo na vrtovih veliko napak, da določene rastline dajejo na taka mesta, kjer niso srečne, ne morejo uspešno rasti. In to je osnova.
ko zdaj opazujete v tem svetu pridelavo hrane, pa kako pomembna je hrana, pa mogoče sploh včasih zdaj, ko je virus, ne, pa se ljudje pogovarjajo o karanteni, pa bo treba nekje dobiti hrano, nekje imeti, ne. Kako vi gledate na ta del vašega posla, torej na prehrano? Mene najbolj, kar me pač srce boli, je, da se tukaj res mogoče nekako preveč mačehovsko kot družba obnašamo do zemlje. Ljudje nimajo te ozaveščenosti, da nekaj, kar nastaja praktično 10.000 let v naravi, da mi z nekim nepremišljenim ravnanjem v parah urah spremenimo v beton in na tistem mestu nikoli ne bo mogla več rasti neka zelenjava ali pa sadje, in da se premalo rodovitnih površin namenja pridelavi na tistih omejenih površinah, ki pa pridelujemo, pa moramo seveda uporabljati predvsej nekih fitofarmacevtskih sredstev, zato ker sama veš, tudi v naravi, kjerkoli se pojavi neka monokultura oziroma prideluješ na enem omejenem obsegu, in če ni celoten ekosistem v ravnovesju, potlej pridejo tudi bolezni, škodljivci, in to je zelo ironično, ker hrana, zdravo pridelana hrana je pa tisto, kar nam daje odpornost. Tukaj smo res v enem takmu začaranem krogu, ne dajemo poudarka tistmu, kar nas dejansko krpi, zraven pa uporabljamo kupenih pomagal in se zanašamo na to, da nas bo določena čudežna tabletka rešila, ko nas napade določen virus. Pravi, da se bomo morali vrniti k naravi in si želi, da njenega pomena kot družba ne bomo prepoznali, ko bo že prepozno. Nažalost je v življenju tako, da šele, kad določeno stvar zgubimo, kad pride ena kriza, se zavedamo pomena nečesa. Upam, da ne bo mogla priti ena prehranska kriza, da se bojo predvsem mladi v Sloveniji začeli zavedati, kaj pomeni doma pridelano jabolko ali pa doma pridelana solata, ker je v trgovini sorazmerno poceni. Prepoceni, in ki je na stvar prepoceni, ljudje ponavadi nažalost nimajo odnosa do tega, ker včasih so ljudje mladi rasli s pridelavo gor, kot sem sam, in potem to razviješ čist en drug odnos do vsega skupaj, ker šola ti recimo da lahko znanje. Odnosa ti pa šola ne more dati, odnos pa ti lahko recimo dobiš sam, če se res ukvarjaš s pridelavo, če imaš stik z zemljo. Tega danes se mi zdi, da manjka med mladimi. No? Tudi sam je pri 20 letih spoznal, kako je, ko izgubiš zdravje. Imel je težave z želodcem, ki jih je najprej odpravljal s tabletami za zaviranje izločene kisline, a so bile težave kronične. Potem je začel raziskovati učinek hrane na delovanje organizma in spremenil svoje prehranjevalne navade. Tako je trajno pozdravil težave z želodcem. Je pa bolezen današnje družbe tudi izgorelost. Uspešno se je izogibal v naravi. Tako da delo z rastlinami meni recimo nikoli ne predstavlja stresa, kvečen kontra. Ja, stresno je kvečen, če si naložim preveč dela, ampak takrat me glih narava s svojim načinom delovanja pa ravnovesja opomen, da so te stvari preveč. Zato toliko obožujem naravo, ker tam so stvari zelo, zelo enostavne. Rastline so zelo enostavno, se odzivajo, ni nekih kompliciran. Tudi stres, ki ga imajo, sušen stres, kakršenkoli stres je, se z njim sprijaznijo in se temu prilagodijo, tako da nekako tudi, ko jaz poskušam delovati. Če ste pod stresom, vrtnar Jan Bizjak predlaga, pojdite v naravo. Doktor agronomije je bil gost oddaje Liki. Več zanimivih sogovornikov najdete na val202.si in med podcasti Radia Slovenija. Naročite se, komentirajte in pustite oceno. Hvala!